Naš nocojšnji govornik, Miran Pirc, je prispel, je ves pripravljen, ko mi čaka, da stopi pred kamero in nas provocira in pove stvari takšne, kot so. On reče, bob. Tako da dobrodošla oba skupaj. Sedaj, evo, nam je vsem toplo, spet postalo, stvari se nekako normalizirajo. Miran niti ne ve, da so nam 20 minut pred začetkom internet vzeli, da smo imeli velike težave in da smo to nekako uspeli narediti. Tako da, Miran, je prav čudno, da smo to uspeli narediti, ne? Zdaj, po dolgem času boš povedal, kako ti gre življenje. Pridi pred kamero, evo, pozdravljen. Živjo. In jaz bi ti kar podal besedo in izvoli. V redu, hvala. Življenje mi gre v bistvu za današnje čase izredno dobro, vsaj tako jaz to vidim. Ne. Precej se mi je spremenil, ampak vse na boljš, tako da jaz kakšnih kriz oziroma karkoli drugega sploh ne opazim. Zdaj bi pa jaz začel za svojo temo, ki je, tako kot je rekel Mihael, mogoče res malo provokativna, ampak jaz ne moram iluzij govoriti pa gledati kako in kaj, ker tako jaz te stvari vidim in to je moj pogled na življenje v zadnjih 3 letih, danes in v naslednjih 10 letih. Poteka vojna, pred katero ni varen nihče. To je vojna inverzije in vsesplošen napad na človeštvo. Je večstranska, neizprosna in poteka hkrati na vseh področjih življenja. Njena usmeritev je protičloveška, proti resnični znanosti, proti naravi, proti resnici in proti svobodi. Njene metode uporabljajo vsa razpoložljiva orožja in tehnike, vključno s prefinjenimi oblikami propagande in psihoze. Njen cilj je zdrobiti človeški duh in ga prisiliti, da poklekne pred razredom elitističnih, avtoritarnih vladarjev, ki resnično verjamejo, da so boljši od nas ostalih. Storilci imajo vse namene podrediti množice svoji oblasti, nas pa prepričati, da je to za naše dobro. So mojstri čarovniki, ki mečejo v roke pogube in mračnjaštva na svet, da bi ljudi obdržali v stanju strahu in paranoje. Ko so leta 2020 rekli, da se življenje ne bo nikoli več normaliziralo, so mislili zelo, zelo resno. Vse, česar se dotaknejo, je postavljeno na glavo in prikazano v popolnem nasprotju z naravo in realnostjo. Ta bizarna svetovna vojna bizarna svetovna vojna želi v celoti obrniti družbene norme, zakone, običaje in tradicije. Uživa v zamenjavi zla za dobro in teme za svobodo. Čarovniki za zaveso ustvarjajo kaos in nered v obsegu brez primere, s ciljem, da iz ruševin uničenja ponovno zgradijo novo globalno in totalitarno družbo. Obvladajo vojne tehnike, ki vključujejo sejanje delitev med ljudi, spodbujanje prevare in napad na vsakega njim neposlušnega prebivalca. Medtem ko je njihov sovražnik šibek
in najbolj nepripravljen. Rasni spori so ena izmed njihovih najbolj cenjenih taktik, obstaja pa še veliko drugih. Ker se ne zadovoljijo z nadzorom večine bogatstva, si prizadevajo imeti v lasti in nadzorovati vse, vključno z genskim materialom, naravnimi viri, preskrbo s hrano in celo človeško DNK. Očitno se War of Inversion imenuje tudi drugače, kot je Great Reset, kjer glavni hujskači trdijo, da ne boste imeli ničesar in boste srečni. Njegovi zagovorniki se maskirajo v dobrohotne voditelje držav, vojsk, centralnih bank, nevladnih organizacij, ki so priklopljene na njihov umazan denar, in možganskih trustov, katere smo žal dvignili v nebo mi sami, ne vedoč, kaj nam pripravljajo. Primer Amazon, Apple, Google, Alibaba, Facebook in drugi. Načrtujejo in izvajajo ga nekatere najbogatejše družine, najmočnejše korporacije in najbolj skrivnostne organizacije, kar jih je svet kdaj poznal. Skupaj s podložniki, ki izpolnjujejo njihove ukaze na lokalni ravni. Novi bogovi četrte industrijske revolucije ali četrtega rajha, odvisno od tega, kako gledamo na to, poskušajo preseči in prepovedati vsako spoštovanje do stvarnika. Pretvarjajo se, da ljubijo in ščitijo naravo, medtem ko jo skušajo preglasiti s tehnologijo, kot je gensko urejanje in pridobivanje funkcijskih raziskav. Agresivno si prizadevajo za ponovno pisanje zgodovine z združitvijo človeka s strojem, ustvarjanje sintetične strupene hrane ter spreminjanjem in patentiranjem genskih kod vseh vrst življenja na planetu. Da, tako predrzni so in njihova nadutost sega čez stratosfero. Eden njihovih najbolj hvaljenih filozofov je gejevski futuristični zagovornik transhumanizma po imenu Yuval Noah Harari. Harari je svetovalec predsednika Svetovnega gospodarskega foruma Klausa Schwaba in ravno on je idol našega Mr. Goloba. Odlično nam kaže. Veste, človek, ki je odkrito izjavil, da bo četrta industrijska revolucija izzvala ideje o tem, kaj pomeni biti človek. Schwab se je tudi pohvalil, da je njegov kader mladih svetovnih voditeljev prodrl v vladne kabinete v številnih državah po vsem svetu. V zadnjem času je bilo veliko napisanega o teh dvojnih terorjih, kar dodatno razkriva, kaj načrtujejo elitisti. Vem, da se pogosto izgubi, da se ti načrti izvajajo v prostorih lokalne in državne vlade, sejnih sobah podjetij, vojaških strateških sejnih sobah, tajnih sestankih, osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih učilnicah.
in po radijskih valovih preko propagande bruhane iz ust ciljnih marionetnih novinarjev. Nedavna srečanja Svetovne zdravstvene organizacije, Svetovnega gospodarskega foruma, Svetovnega vladnega vrha in skupine Bilderberg so združili številne glavne zarotnike in množico drugih hlapcev, ki želijo spremeniti tok zgodovine sebi v prid. Ste v križišču vseh njihovih napadov, saj so napovedali vojno vsemu, kar je nekoč veljalo za dobro, pravično in normalno. Povsem prezirajo našo svobodo, individualnost in neodvisnost. Sovražijo zakon in red ter skušajo se izogniti vsem vodilnim načelom, ki jim stojijo na poti. Želijo omejiti naš govor, gibanje, misli in celo to, kar jeste. Hrepenijo po tem, da bi izničili vašo individualnost in vas združili v kolektivistični panski Svoje cilje poskušajo doseči na kakršenkoli način. Ni pomembno, koliko nedolžnih ljudi umre, koliko bolečine in trpljenja je povzročeno ali koliko življenj otrok je trajno poškodovanih zaradi njihovih ideologij, politik in tehnologije. Spodbujajo neurejen pogled na resničnost, ki trdi, da imajo moški lahko menstrualne cikle. Zanosijo in rojevajo otroke, medtem ko jemljejo škodljiva zdravila in izvajajo nevarno, pogosto nepovratne operacije na mladoletnikih, da lahko postanejo transspolni. Ženskam pravijo, da je v redu, če se odrežejo prsi, odstranijo vagine, jemljejo testosteron in kirurško ustvarijo lažne penise. Medtem si pedofili prizadevajo pridobiti javno sprejemljivost, saj se preimenujejo v mladoletne privlačne osebe namesto v kriminalno deviantne plenilce, kakršni v resnici so. Bidenova administracija je maja objavila, da morajo šole dečkom dovoliti obisk stranišč za deklice, da bi bili le oni upravičeni do zveznih sredstev, ki se uporabljajo za plačilo šolskih kosil. Da, Biden želi izstradati otroke, če šolski upravitelj ne bo upošteval dnevnega reda. Če svojega otroka še niste potegnili iz teh državnih indoktrinacijskih centrov, znanih kot javne šole, je zdaj pravi čas, da to storite, ker vse se z zamikom pojavi tudi v Evropi. Ta posebej zahrbtna oblika vojskovanja počasi uničuje, kaj sploh pomeni biti moški ali ženska in kakšen odnos naj bi imela dva različna spola drug do drugega. Z najmanj 68 večinoma na novo izumljenimi izrazi, ki opisujejo spol in identiteto, so milijoni pripravljeni, da se uprejo naravi in ponosno sprejmejo zmedo. Če bi bil Karl Marx danes živ, bi bil navdušen, ko bi videl uresničevanje svojih načrtov za uničenje tradicionalne elementarne družine. Kaj se bo zgodilo s človeštvom čez 50 let, če se bo ta agenda nadaljevala?
Ti samozadovoljni, samooklicani vladarji predstavljajo vse, kar je zlo in podlo, medtem ko se predstavljajo kot rešitelji. V resnici niso nič drugega kot volkovi v ovčji koži in temni oblaki brez dežja. Mnogi od njih so se pridružili okultizmu in prakticirajo satanski nauk. Satanski nauki so dosegli neverjeten širok vpliv v Hollywoodu, glasbeni industriji, izobraževanju, vojski in mnogih drugih sektorjih. Čeprav obstaja nekaj različic, ta sistem prepričanj praktikantom omogoča, da upravičijo vse, kar naredijo, ne glede na to, kako odvratno, škodljivo in grozljivo je to v resnici. Čeprav se lahko pretvarjajo drugače, so v bistvu vsi narcisi, mnogi so sociopati, vse več pa jih je postalo psihopatov. Vendar običajno niso tisti, ki izvajajo grozodejstva, kot so množična streljanja in bombardiranja nedolžnih civilistov, ki jih zamenjujejo s teroristi. Delujejo v senci, ostajajo tajni, medtem ko ustvarjajo politike in dajejo ukaze drugim pešakom, da izvajajo ta sadistična nasilna dejanja. Vidijo se kot ljudje slovesa, poseben nadarjen razred, ki jim je usojeno vladati svetu in vsemu na njem. Nekateri od njih celo verjamejo, da bodo kolonizirali Mars, naložili svojo zavest v oblak in dosegli nesmrtnost. Ti tirani, polni skrajnega ponosa in domišljavosti, vidijo vas in mene kot nič drugega kot žival, v katero je mogoče vdreti, da bi služili vsem njihovim potrebam. Pravzaprav, če bo tehnologija še naprej napredovala s hitrostjo, ki si jo oni želijo, v bližnji prihodnosti niti ne bodo potrebovali veliko naših storitev. Njihov končni cilj je, da nas izpodrinejo z roboti, umetno inteligenco in pametno tehnologijo interneta stvari. Za tiste, ki jih velika farmacija, vojna, strupene kemikalije, stradanja ali druga sredstva ne ubijejo, je načrt, da nas pahnejo v revščino in odvisnost od vlade. To je res veliko za prebaviti in za mnoge je tako neprijetno, da preprosto zakopljejo glavo v pesek in slepo nadaljujejo skozi življenje v upanju, da bo vse skupaj minilo. Toda ta inverzijska vojna se ne bo ustavila, razen če se bo na vsakem koraku nadaljeval odpor. Želijo doseči večino svojih ciljev do leta 2030. Prav v skladu s cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. To je razlog, da je prišlo do takšnega pospeška sprememb, ki se je začel s pandemijo leta 2020. Kače na vrhu svetovne piramide želijo, da ste v vsem odvisni od njih. Zato želijo nadzor nad vsem pod krinko reševanja planeta pred podnebnimi spremembami, neprestano mutirajočimi lažnivimi virusi in kugami ter uničujočimi kibernetskimi napadi, ki ogrožajo kritično infrastrukturo in razkrivajo vse vaše zasebne podatke. Ustvarjajo krizo za krizo,
da bi vas ohranili travmatizirane in osredotočene na nič drugega kot na njihove nenehne načrte dominacije. Priča smo čistemu inženirskemu kaosu v najboljšem primeru. Radi se pretvarjajo, da so enotna fronta. Vem, da se pogosto ne strinjajo o tem, kako uresničiti svoje cilje. To naj bi nas spodbudilo, da jim še naprej kljubujemo, saj razdeljena hiša ne stoji in se lahko podre. S prediktivnim programiranjem in javnim navajanjem svojih ciljev nas želijo prepričati, da je njihova vladavina neizogibna in da je odpor zaman. Vendar pa vsak dan prihaja do zmag navadnih ljudi, ki se spopadajo z veliko zlobno mašinerijo. V mnogih pogledih nam ni uspelo zaščititi naših otrok, skupnosti, bogastva, zdravja in duševnega miru, ker smo vladnim birokratom in maziljenim strokovnjakom dali preveč nadzora, vse zaradi enostavnosti in priročnosti. Vendar je čas, da se vrnemo v strelske jarke in se borimo proti temu sovražniku tako, da povemo resnico močnim, premagamo zlo z dobrim, oblikujemo lastne podporne sisteme in nadaljujemo z življenjem brez strahu in panike. Ok, zdaj pa mečkam druga tema, malo okrog virusov in tega. Sedanji naučen pogled na stvari se mora spremeniti. Na mnoge stvari, ki se zdaj dogajajo, gledamo na naiven način, ki temeljijo na vraževerju in ne na dejstvih, in ni globljega premisleka o tem, katere druge možnosti bi lahko bile razlaga, zakaj ima skupina ljudi podobne simptome. Naprimer, primeri v šoli. Velikokrat se zgodi, da otroci jedo v šoli isto hrano, kjer se zastrupijo s hrano. Simptomi take zastrupitve pa so kot pri gripi, v zadnjem času pa popularni super smrtonosen COVID. Vendar vsi ne dobijo simptomov. Zakaj nimajo vsi simptomov? Vprašanje je, zakaj imajo samo nekateri simptome. In kaj vse se še lahko zgodi v situaciji, kjer se vidi vzorec, mnogi pa tega vzorca ne vidijo, kar je del naše človeške slepote. Morda smo bili tako naučeni, ali pa so nas poneumili, vendar nam manjka razumevanja ciklov in vzorcev stvari, ki jih sprožijo zunanji vzroki, ki so lahko tako preprosti kot sprememba vremena ali pri ljudeh, ki ne jedo zdravo ali vsak dan aktivno razstrupljajo svoje telo. Pri njih se začne izločanje odpadkov s spremljajočimi simptomi. Težava je v tem, da so večino ljudi naučili povezovati simptome z nečim, kar je slabo, kar je neprijetno. Če torej kihnete, ali vas srbijo oči, ali praska v grlu, pravijo, da je to slabo, kaj ne? Vendar ne razumejo, da je to telesni mehanizem, ki se je aktiviral, da nekaj očisti iz telesa, da ozdravi telo, kar ne pomeni, da je to avtomatsko tako imenovana težava. Edina očitna težava je, da niste imeli dovolj hranil za ustrezno predelavo toksinov za jetri. Ker tega niste mogli storiti, je moralo telo uporabiti
sekundarno pot za izločanje toksinov, kjer se uporabljajo drugi načini izločanja skozi pljuča, skozi kožo in skozi sluz, skozi urin, v bistvu skozi karkoli, kar bo izločilo toksine iz našega telesa. Ker mora telo ohraniti življenje za vsako ceno. In namesto, da bi razumeli, da se je simptom pojavil z razlogom, ljudje govorijo, da je to slabo in da ga je treba potlačiti, da izgine. In da če simptom prikrijemo, smo zdravi. In zato imamo porast kroničnih bolezni, ker akutnih bolezni ne dopuščamo več. Ne dopuščamo sezonskega čiščenja, ki se pojavi pri ljudeh, ki so zastrupljeni z zrakom, hrano, vodo, stresom in drugimi dejavniki življenjskega sloga. In če bi bili modri, bi naredili isto kot jaz in še marsikdo, ki se ukvarjamo z zdravjem, ker skrbimo za svoje telo, za fizično področje. Pozorni moramo biti na subtilne simptome, preden postanejo očitni. Zato, ko začutite padec ravni energije, ponovno ocenite, ali morda kaj manjka vaši prehrani, ali jeste zdravo, ali počnete nekaj, kar vam škodi, ali pijete dovolj vode, oziroma ali ves dan nosite masko, s katero si samo škodite. Morda ste spili preveč kave ali alkohola, ali ste pri sebi omejili kaj zdravega, ali se aktivno zastrupili z mamili in zato mora telo najti rešitev. Če vas zanima, kako deluje telo, je zelo preprosto. Toksine je treba nekako odstraniti iz telesa. Zato morajo biti prisotna prava hranila, ker ta biokemija sproži vse vaše sisteme in upoštevati morate druge plasti človeškega bitja. Mentalne plasti in čustvene vidike, ki lahko vodijo do bolezni in določene vrste izražanja. Recimo, da ima nekdo visoko temperaturo in to ga zelo moti. Ker imamo to v naši kulturi, kjer to vidimo v številnih serijah in filmih na televiziji, ki se uporabljajo za pranje možganov ljudem, da verjamejo, da je temperatura nekaj slabega. V toliko serijah slišimo: imate visoko temperaturo, tako je treba znižati temperaturo. In junaki na koncu kaj naredijo? Nanje položijo led, konzumirajo kemijo, si s tem znižajo temperaturo in nato se čarobno pozdravijo. Vendar to je laž. Naše telo ne deluje tako. To je hollywoodska magija. Želimo visoko temperaturo. Ona opravi delo in zdravi telo. Tudi zelo visoke temperature nam dobro denejo. Temperatura do 39,5 se nikoli ne znižuje. Kajti telo točno ve, kakšno temperaturo je primerna za borbo z določenimi patogeni v našem organizmu. Do desetinke točno to telo ve, zato ne smemo nič na tem delati. Pomembno je le, da se postite in ostanete hidrirani, da pomagate telesu, da si med krizo zdravljenja telo opomore. In tudi o tem ljudje nimajo pojma. Ne vedo, kaj je zdravilna kriza
in da do nje pride le, če res dolgo časa slabo ravnate s svojim telesom. Temu se žal ne da ubežati. Imate krizo zdravljenja in osramočeni boste. In če boste še naprej zatirali krizo zdravljenja, boste umrli. Organizem ne bo več deloval. Zame je to preprosto, ker na tem temelji resnica, kjer vse paše v en stavek. Del filozofije ali sorodnega vidika teorije o klicah je, da obstajajo druge stvari, ki lahko pojasnijo, zakaj nekateri ljudje hkrati zbolijo. Imamo tudi resonančne in vibracijske sprožilce, ker smo energetska bitja in imamo tudi tribalizem. Obstajajo ljudje, ki so si v svoji DNK podobni v primerjavi z drugimi. Obstajajo podobni okoljski dejavniki, ki se prekrivajo. Imamo tudi hormonsko signalizacijo. Vedeti moramo, da imamo feromone, ki povzročajo učinke pri ljudeh, kot je učinek ženskih feromonov na moške ali ženskih na ženske, ko se njihov menstrualni ciklusi ujemajo. Niso se okužile s ciklom nekoga drugega. Imamo pa signalizacijo, ko so v tesnem stiku. Ponovno naj ponovim, da okužba praktično ne obstaja. Med vojno je medicinska sestra na vojakih ugotovila sledeče. Ko so vojaki sedeli v zaprti sobi z različnimi boleznimi, se jim je stanje slabšalo. Ko pa se je v sobi napravil prepih svežega zraka, se je stanje pričelo popravljati samo od sebe. Celice, ki se razstrupljajo, razvijajo eksosome, ki se sprostijo v okolje. Torej, ali jih lahko nekdo pobere v slabo prezračenem prostoru? Da. Toda to ne pomeni, da je to virus. Pač pa je to lahko toksin iz okolja, ki se nato prenaša na ostale v prostoru. Obstajajo različni delci, ne samo eksosomi, vendar pa je vključenih veliko več delcev, kot so somatidi, protidi ali mikrocimi, kot jim pravijo nekateri raziskovalci, in so orodja za obnovo. Tako da imamo delce nukleinske kisline, obdane s temi proteini, ki gredo na poškodovano območje, da bi videli, koliko celičnih ostankov lahko okreva pred odstranitvijo. In sčasoma postanejo odpadni delci, ki so lahko videti kot virusi. Okoli sebe imajo tudi majhne mehurčke, manjše različice protidov, ki so videti kot kroglice z DNK, RNK v njih. Tako da to lahko malce zmede. Eksosomi niso le odpadni material, so sredstvo komunikacije med celičnimi strukturami v telesu. Tako lahko pošiljajo tudi hranila, ne le odpadkov. In potem imamo fage. Fagi so proteini bakterij, ki želijo ohraniti lastno DNK ali RNK. Če razmere nenadoma postanejo škodljive za bakterije, one ustvarijo fage. Če se odvija počasno zatiranje, bo napredovalo v obliko spor, katere bakterije proizvajajo dlje časa. Sev se želi ohraniti, ker je bistvenega pomena za življenje. Zato upam,
da bodo ljudje, ko to slišijo, razumeli, da so bakterije bistvene za naše življenje, za življenje na tej zemlji in da se bodo ohranile za vsako ceno. Škropljenje vsega za antimikrobnimi sredstvi ter uporaba antibiotikov in cepiv uničuje naša življenja. To je vse, kar počnejo in nam spreminjajo naše življenje. Sedaj pa še neke vrste zaključek. Po energijskih zakonih velja, da česar se bojimo, se nam bo vedno, ampak res vedno uresničilo. Paziti moramo na misli, ker le te postanejo sčasoma naše besede. Te besede potem postanejo naše delovanje. Naša dela tako postanejo naše navade. Naše navade se sčasoma spremenijo v naš karakter. Le-ta pa postane naša usoda. Zato pozorni bodimo na začetku pri mislih, da ne zabredemo v napačne vode življenja. Vedno, ampak res vedno smo sami kreatorji naših karmičnih prihodnosti. Torej, še enkrat, s kontroliranjem svojih misli lahko sami vplivamo na svojo usodo. Tako pridemo do besede zadnjih 2 let. Prebojeni in ovce. Mi smo prebojeni, oni so ovce. Tega jaz čisto ne razumem. Ko bomo razumeli, da je skozi moje, tvoje oči dovolj en prebojeni, v mojem primeru jaz, v tvojem ti in tako naprej, prišel bo čas povezovanja teh duš, kdaj, ne vem in mislim, da tudi ne ve točno nihče. Predtem pa bomo morali skozi čiščenje v obliki vsega, kar se nam in se nam bo še dogajalo v naslednjih letih. Trenutno vidim, da je samo med prebojenimi še toliko gnoja za premetati, da smo še precej oddaljeni od zaključka. Še enkrat, ko bomo razumeli, da mi sami največ že v začetku s svojim razmišljanjem, torej z inercijo razmišljanja vplivamo in ustvarjamo dogodke vnaprej, se nam bo življenje obrnilo v svetlo stran. To je uradno za danes vse. Zdaj sem pa še nekaj na hitro prejle pripravil. To pa zdaj kako bi rekel, ne vzeti to resno, kakor pa tole, kar sem zdajle govoril, ampak ne bo to, ki je pač december, ne, in napisal sem 4 točke, ki nas lahko rešijo. Zdaj pa, a se bo kdo v kakšni točki videl ali ne, je pa njegova stvar. In jaz nobene od teh točki ne zanemarjam, da smo si na jasnem in se ne hecam s temu. Jaz sem jih pač tako napisal zaradi decembra. Prva točka. Galaktične ladje, ki jih je v našem osončju na tisoče, v velikosti 2 do 3 kilometrov, se nahajajo v bližini in nam svojim delovanjem pomagajo, da se človeštvo izvleče iz te norije. To je bila prva točka. Druga. Imamo še čas, da s svojimi energijami povečamo svojo frekvenco delovanja, da bomo v kritičnih trenutkih praktično nevidni za naše neprijatelje
in bomo srečno živeli do konca svojih dni. Tretja točka. Trump s svojimi belimi klobuki je praktično tik pred zmago nad temnimi silami. V bistvu smo že rešeni. Samo mi tega še ne vidimo. Lahko odpremo že šampanjec in nazdravljamo. In četrta, malo daljša. Sedaj pa še zapis, s katerim me je Mihael že prehitel za nekaj ur. Piše se leto 2025 in posledice cepljenj so zelo vidne na množicah ljudi. Sedaj je napočil čas za dokončni udarec njihovega nevidnega virusa. S frekvencami bodo pojačali umrtljivost cepljenih ljudi. Krivi za to bomo seveda necepljeni. In takrat bo pravi trenutek za pričetek eliminacije le-teh. Ko se lahko zgodi, da bo na vrata potrkala vojska in vas odpeljala vemo kam. Sedaj pa se pojavi dvom v to, saj sosedov Janez, naš vojak, nam pa res ne bi storil kaj takšnega. Res je, tudi zato obstaja enostavna rešitev, seveda z njihove strani. In sedaj ta Mihaelov zapis. Ali veš, da so pri nas migranti in drugi tujki, ki se sprehajajo tudi po vsej Evropi, brez dokumentov in brez izkaznic in polni denarja ter lepih avtov in nastanjeni v hotele, hostle in druge turistične in neturistične objekte, v bistvu vojska. Po vsej EU se razporejajo in ko bo tako imenovani neki namišljeni virus, bodo udarili, ker obleke, oprema in drugo se prevaža posebej in čaka na trenutek. Toliko, da ne boste razumeli, toliko, da ne boste rekli, da ne veste, kakšno vojsko čakate pred svojimi vrati. Takšno, ki vas želi vse prisilno zastrupiti in odstraniti v imenu podnebnih sprememb. Tako, večina nas je to že vedela, zdaj pa vemo vsi, ki smo to poslušali. Žal pa ne morem zaključiti še brez nekih stavkov realnosti, skozi moj pogled, da spet te stvari vsi že vemo, ampak za zaključek sem si tudi to napisal. Kaj imajo oni vse v planu, da nismo mogoče že kaj pozabili, da nismo mi mogoče, da ne mislimo, se smo mi že čist na koncu. Samo še Trump 3-krat stopamo v žge, pa smo fertik. Ja. Bom majčkeno obnovil to zgodovino, kaj imajo vse frajarji iz Davosa v planu. In kar mislijo 100% res, se čist nič ne hecajo, mislim, da smo to že v 3 letih ugotovili. Imajo pa še kar nekaj let, da bojo to sprovedeli. Se jim nič ne mudi. Ena svetovna vlada. Ena svetovna brezgotovinska valuta. Tukaj moram zdaj še en stavek dodati. Takrat smo pečeni vsi skupaj 100%. Ena svetovna centralna banka. Ena svetovna vojska. Konec kakršnih koli suverenosti. Konec posedovanja kakršne koli imovine v zasebni lasti. Kupujte vse, zapravljajte. Vse bo šlo. Konec družine, ki jo poznamo danes. Depopulacija. Popoln nadzor prirasta človeške populacije. Živalsko populacijo bodo tako in tako pobili zaradi raznih supervirusov, ki jih bodo ogrožali.
Obvezna vakcina, univerzalni dohodek, to pomeni varčevanje na vsakem koraku, čipirano prebivalstvo za kontrolo svojih nakupov, potovanja in ostalih stvari. Starši ne bodo več skrbeli za lastne otroke. Prepoved le-tega. Oblast kontrolira in je lastnik šol in vseh izobraževalnih ustanov. Konec lastništva nad avtomobili in ostalimi prevoznimi sredstvi. Strogo omejena nepotrebna potovanja z avioni. Vse ljudi preseliti v pametna mesta. Prepoved kakršnega koli namakanja polj. Konec privatnih gospodinjstev. Pašniki za živino bodo preteklost. Konec domov zgolj za eno družino. Omejena uporaba zemljišč za lastno uporabo. Prepoved vseh zdravil, ki so na bazi narave. V uporabi samo njihovi superzvarki. Fosilna goriva bodo preteklost. Tako s tem resnično zaključujem, pa upam, da vam nisem preveč pokvaril večer.